Pozdravljeni, dragi profesori, učitelji in pa seveda tudi vi, otroci. Jaz sem Luka Oven, prihajam iz Young Caritas oziroma Mlade Caritas. Bom v nadaljevanju kaj več povedal, kaj je to. Mi seveda delujemo v sklopu, kot že ime pove, Caritas. In danes vam bom predstavil projekt, za katerega ste se zelo pogumno tudi vi odločili, da boste letos zbirali sredstva, in to je Dobrodelno okrog Slovenije. Najprej pa samo na hitro o Mladi Caritas. Mi izvajamo zelo različne aktivnosti. Tukaj vidite darila, tukaj zbiramo darila za otroke iz družin, kjer drugače starši ne bi mogli si kupiti oziroma privoščiti teh daril. Potem tukaj vidite animatorje na morju, to so počitnice biserov, kamor prav tako peljemo otroke iz socialno ogroženih družin. To so tisti otroci iz tistih družin, kjer si starši sicer ne bi mogli privoščiti počitnic. Potem tale fotografija, kjer vidite tale dva fanta, je prav iz vaših prostorov, kjer smo izvajali projekt Buddy Project, oziroma po slovensko bi bil to projekt Prijatelj, kjer smo tiste otroke, ki so prišli iz kakšnih drugih držav ali pa okolij v Slovenijo, smo jim pomagali z družabništvom, z učenjem, da so se čim lažje vključili v naše okolje. Potem pa vidite tamle spodaj pa tudi enega starejšega gospoda, to je pa iz naše akcije Pismo za lepši dan, kjer smo pa otroke, vrtce, osnovne šole, tudi srednje šole in pa vse ostale ljudi različnih starosti povabili, da napišejo pismo ali pa kakšno voščilnico ali pa kaj narišejo, in mi smo potem to predali starejšim in pa osamljenim osebam. Ena od akcij, ki jih izvajamo, pa je tudi Dobrodelno okrog Slovenije, o kateri bom pa danes nekaj povedal. V tej akciji pa zbiramo za otroke, se pravi za kolesa, za otroke iz družin, prav tako socialno ogroženih, se pravi iz tistih družin, kjer si starši nakupa koles ne morejo privoščiti za svoje otroke. In tukaj vam bom prebral dve zgodbi takih družin. V družini je 8 otrok, mamica je zaposlena kot pomočnica vzgojiteljice, oče je zaposlen za polovični delovni čas, živijo pa v najemniški hiški, se pravi, ta hiška ni njihova, ampak morajo plačevati, da tam živijo. Najstarejši Florjan bo letos dopolnil 16 let in še nikoli ni imel svojega kolesa. Najmlajši sin pa bo dopolnil 1 leto. Vsi ti otroci imajo svoje hobije in starši se res trudijo, da jih vključujejo tudi v različne dejavnosti poleg šole. Zgodba še ene družine, ki pa je imela pred 3 leti požar in za sanacijo po požaru so vzeli kredit, se pravi, so si sposodili denar, ki ga zdaj pa težko vračajo. Oba starša pa tudi dobita zelo, zelo majhno plačo. V tej družini so pa tudi 4 otroci, najstarejša punca ima 15 let in trenutno nima kolesa, ker ga je dala svojemu manjšemu bratu. Ima pa ta punca tudi eno govorno napako in težave v šoli in zaradi tega tudi sošolci zafrkavajo in ta kolo bi pa pomenil večjo samopodobo, se pravi, da bi se boljše počutila, rečemo, v svoji koži. S tem projektom Dobrodelno okrog Slovenije izbrali smo tudi slogan Pot za srečo otrok, ker dejansko vsa ta pot od Novega mesta, Portoroža, Soče, Prevalj, Dobrovnika in nazaj v Novo mesto je dejansko pot za srečo otrok, ker na tej poti kolesarji, pa tudi navijači, prispevajo sredstva za nakup koles, vsi ostali, ki pa nas spremljajo prek različnih TV prenosov, interneta in tako naprej, pa lahko prispevajo tudi z SMS sporočili. In tudi tukaj vidite še lanski datum, ampak tudi letos je enako, od 27. aprila do 1. maja 2022 bo ta projekt potekal. Res sem pa vesel, da ste se vi že prej odločili in boste že prej zbrali nekaj sredstev in ne glede na to, koliko se bo zbralo, vsako kolo bo šlo enemu otroku in mu bo polepšalo
dan, pa mislim, da tudi kar življenje, ker res prihajajo te otroci iz družin, kjer si drugače kolesa ne bi mogli privoščiti. Takole izgleda ta pot, kot vidite tam odzadaj je tudi kombi, to je samo eno od takih vozil, ki spremljajo to pot. Zraven gre še veliko prostovoljcev, ki pa skrbimo, da poteka vse tako, kot mora. Jaz bi se vam res zahvalil za to pobudo. Tukaj vidite enega fanta, ki smo mu predali to kolo. In prej sem pozabil tudi omeniti, da ta kolesa za otroke pomenijo tudi to, da lahko lažje se pripeljejo do različnih hobijev, ki jih imajo, različnih aktivnosti po šoli, ples, glasba in ostali hobiji. Lahko se peljejo do svojih prijateljev, na igrišče, pa tudi s tem skrbijo za svoje zdravje, se gibajo, so odzunaj. In to kolo je res več kot samo kolo. Tako da res se vam zahvaljujem za to vašo pobudo. In kot sem že rekel, ne glede na to, koliko se bo zbralo, res vsako kolo šteje. In res sem vesel, da ste se odločili za to pobudo. Želim vam vso srečo pri vaši izvedbi in se vidimo.